Spoštovane dame in gospodje, nedelja 2. februar 2020. Če je omenjega na tem mestu edini datum v tem stoletju, ki je palindromski, se pravi, se v obe smeri bere enako. In to je dan, ko smo v tednu Spominjamo vse, se pravi 7. dan v tednu Spominjamo vse, tukaj v hotelu Mitra predstavili mojo literarno zbirko Holokaust. In na tem mestu moram povedati, v procesu holokausta med preživelimi in tudi žrtvami je bila literatura zelo pomemben element za nekako manjšanje trpljenja, za motivacijo za preživetje in tako dalje. Našli so kar nekaj literarnih zapisov, poezije, tudi drugačnih. In jaz, ki se s tem ukvarjam že sedaj 15 let, sem tudi po svoji primarni izobrazbi literat. Sem sestavil za letošnjo leto literarno zbirko Holokaust, ki bo vsebovala pesmi oziroma vsebuje seveda. Pesmi bodo publicirane sukcesivno, že zato, da ne bodo šle mimo. Samo ne publiciram zadevo na način, da jih daš ven, ker je danes toliko ogromne informacije okrog nas, da se zadeve izgubijo, zato je publiciranje po korakih bolj smiselno. Skratka, od slovenskega kulturnega praznika 8. februarja bodo pesmi potem sukcesivno vsak teden eno po eno publicirane, in sicer na digitalni način, tudi kot video poezija v prostorskem smislu, kjer bo pa ozadje nekdanje taborišče Dachau in tudi ostala taborišča. In pesmi bodo pa napisane v slovenskem in nemškem jeziku, ker jaz kot eno literarno figuro uporabljam, da je smiseln in zdrav spoj, brez teh vseh nacionalizmov, sovraštev in ostalega. Deutsch plus slovensko da skupaj Deus, kot tisto katarzično noto na vse skupaj. Se pravi, 2.2.2020 je v svet, rečemo v duhu Nikole Tesle, v eter šla literarna zbirka Holokaust. In letošnje leto, ko je 75 let osvoboditve taborišč, bomo kar rekli, je leto, spominjamo se, tako da bodo dogodki sledili skozi vse leto in zagotavljamo, da bodo res na visokem nivoju. In zapomnimo si, Bildung macht frei, Arbeit adelt. Izobrazba osvobaja, delo plemeni.